Diskriminacija pomeni neenako obravnavanje posameznika zaradi narodnosti, rase, spola, zdravstvenega stanja, invalidnosti, jezika, vere, starosti, spolne usmerjenosti, ekonomskega položaja ali katerekoli druge osebne okoliščine. Slovenija je podpisnica Konvencije Združenih narodov o človekovih pravicah in Konvencije o pravicah invalidov. Obe diskriminacijo prepovedujeta. V anketi nas je zanimalo, ali se osebe z okvaro sluha zaradi svoje senzorne invalidnosti počutijo diskriminirane, na katerih področjih družbenega življenja in kje jim okvara sluha predstavlja oviro pri enakovrednem vključevanju v slišečo družbo. Počutim to, da nisem diskriminirana. Ne vem, zakaj bi sama tebe ocenila diskriminirano, ker čeprav sem gluha, vem, da sem sposobna marsikaj. Če jaz želim kaj narediti ali pridobiti ali nastopati, se moram potruditi sama. Glede moje izkušnje kot gluha oseba, nimam vedno enake možnosti, občutek nimam. Tako da problem pred tolmača tudi včasih ne gre. Naprimer, če bi hotel izobraževati, recimo šola ali na kakšni pomembni dogodki, predstave ali prireditve ali televizije, nasplošno je znano, kamorkoli greš, kakšne slišeče predstave, pa to nimam tolmača zraven, res počutim izpodrinjeno. V času študija, da bi imela zraven tolmača, poskrbela sem si ga sama. Se pravi sporočanje, doseganje možnosti, Glede ostalih možnosti, da bi bila enakovredna slišečim, mogoče samo navaja, nisem smela imeti tolmača zraven. To je bilo res malo težko, ampak sem pa imela zelo srčne sošolce in asistente, ki so meni na vsakem koraku priskočili na pomoč. Povedati moram, tudi sam veliko izobraževal. Hodil sem tudi na fakulteti, že dolga leta nazaj. Tam nobene možnosti tolmača ni bilo, takrat zakona o tolmačih. Sem moral po enem letu zapustiti fakulteto. Zakaj? Počutil sem diskriminiran, tam samo govori, mi pomagali, veliko snovi samo razlaga, tak je bil zelo hud problem. Zaradi tega sem izstopil iz fakultete.
pojavi se ena zelo čudovita in zanimiva oddaja. Nobenega podnapisa, nobenega tolmača. To pa je meni tega žal. Želela bi si iskreno, da bi se to v bodoče televizija nekako potrudila in da bi podnaslovljala vse oddaje. Če gledam televizijo RTV Slovenija, ima tudi zelo zanimive oddaje, naprimer, kaj vem, slišite kakšne zabavne, humoristične zabavo, slovenske, tudi slovenski filmi, pa naprimer na zdravje oddaja, pa kviz in to. Ta oddaja nažalost ni podnapisana. In to mene kot druga oseba zelo zanima. In to si počutim zelo izpodrinjen in tudi zelo žalosten, ker od tega ne dobim dosti informacij. Tudi glede politike, to osebno nič ne razumem. Ni podnapisa, ni podnaslonjena, recimo soočenje politika tolmača ni zraven, tako da popolnoma izpodrinjen se počutim. Giurali sempre. Spremljam spletno televizijo, gledam resnično Naglušni, težko povemo, da smo naglušni in da pač potrebujemo dodatno podporo pri poslušanju. Rekla, da sicer zdaj je veliko izobraževanj spremljanih preko prosojnic PowerPoint sistemov, in v bistvu nekako lažje spremljaš predavanja. Še vedno pa se, rekla, indukcijske zanke so sicer koristne, se pa pojavi včasih izpad, v bistvu, ali pa preveliko prehajanje predavatelja, prevelik hrup v okolju, da bi kljub indukcijske zanke, na primer, lahko res dobro sledil izobraževanju. Kljub, rekla, kakovostnem slušnem aparatu seveda lahko pride do v bistvu predčasne iztrošenosti, okvar, pač te okvare je potrebno potem pač financirati, jih moraš financirati sam, Ravno tako bom rekla, v bistvu ni zanemarljiv strošek baterij, ki jih uporabljamo, ali pa kakršnihkoli dodatkov, ki pač pomenijo ojačevanje obstoječega slušnega aparata. Tudi v primeru, če pač uporabljam Scholar sistem, pomeni, da se mi strošijo baterije na slušnem aparatu bistveno hitreje kot sicer, v bistvu strošek ene baterije je pa pač €1, dejansko posameznik težko privošči, Otroci ga mislim, da dobivajo, da gre v bistvu še preko zavarovalnice, odrasle osebe, nekako po zaključeni srednji šoli, v bistvu si pa prepuščen sam sebi, Rekla, vse te nabave, teh slušnih pripomočkov, v bistvu se nikjer ne upoštevajo, nikjer se ne štejejo. V bistvu, kot sem rekla, pa prej nabavljaš pa samo zato, da lahko hodiš v službo, normalno funkcioniraš, skrbiš za otroke.
V smeri, katero sem študiral, nisem mogel dobiti zaposlitve, ker na področju računovodstva, tako kot tudi na področju revizije, so mi vedno govorili, da je problem sluh. Imam občutek, da bi, če bi dobro slišal, lažje izkoristiti svoje znanje. Nisem